Pozdravljeni vsi na februarskem javnem dogodku Inštituta EPAL. Tema je raziskovanje arhetipov očetovstva, materinstva in starševstva. In sicer bomo skupaj pogovarjali z Manco in Samotom, kaj sploh pomeni starš, kaj so njegovi arhetipi, in to bomo videli pri materi in pri očetu. Kakšno funkcijo imajo za nas in kako vse te funkcije arhetipov prepoznamo v naših kozmogramih oziroma v natalnih kartah. In kako delati z njimi po metodi IPAL, ki jo je razvil Inštitut IPAL tukaj, kjer se nahajamo. Tako da najprej bi se obrnil nate, Manca, kaj nam lahko poveš o arhetipu matere? Ali je to kot en arhetip, ali jih je več, kako je s tem? Arhetip, ne. Arhetip, to je v bistvu pojem, da nekako vsi poznamo pojem, vsi vemo, kaj je mama, ampak vsak najbrž ve malo drugače, ne. Vsak si predstavlja mamo malo drugače, ker je to odvisno od njegovih izkušenj, predvsem mogoče tudi od znanja, od tega, kar je prebral. Tako da ima vsak malo svojo predstavo o tem, kdo je mama. In to je še toliko bolj pomembno, ker mama je tisto prvo bitje, tisto prvo, kar zagledamo takoj po rojstvu. In se veste, prvi vtis, kako je pomemben, a ne. Ravno tako je pri rojstvu otroka mati. Taka, ki bo mati se vtisnila dojenčku, a ne, v spomin, pa ne pozabiti, kako pomembno je telo, ne. Recimo spomin, še malo pozabi, pa glava, telo si pa vse zapomni. Tako da mati je tudi tista, ki ima zelo veliko opraviti z dojenčkovim telesom, veste, od začetka je čisto popolnoma nemočen, a ne. Zato, da si sploh lahko predstavljamo, ne, kako mati, kako je važen, kako bo funkcionirala. Zdaj lahko primerjamo ta arhetip matere s kakšnimi mitološkimi podobami, recimo mati je ena taka podoba, kaj s tem, Demetra, najbolj znana, mogoče grška boginja, ona zelo taka skrbna mati, tudi skrbnica kmetijstva, skrbnica pridelkov, naravnih ciklov, ne. Kako se bo recimo kazala pri vzgoji mati, ki je podobna Demetri, ne? Mogoče bo zelo skrbna, otrok bo fizično preskrbljen v vseh pogledih, mogoče bo malo preveč posesivna, ne. Pol če pogledamo še kakšno drugo podobo, kakšna zelo zlobna mati oziroma slaba mati, če vzamem Kibelo. Ne vem, če poznate tisto zgodbo, ko je njen sin Atis hotel poročiti, pa mu je ona to preprečila, ker ga je tako obsedla, da se je potem sam sebe kastriral, a ne. Torej, če mati pravočasno otroka ne spusti iz rok, potem lahko pride tudi do takšnih takih, a ne, težav. Lahko si pomagamo predstavljati tudi recimo s psihološko astrologijo. Mati je zastopana najbolj z Luno. Luna je ta mati. In že ko jo vidimo, lahko je čisto prvi krajec, čisto tanka luna. To bi nekako mogoče primerjali z Artemido, boginjo. Pa v dejanskem življenju bi rekla, da je to mogoče kakšna zelo mlada mati, ki še ni izkušena, ali pa ko je mogoče nosečnost celo presenetila, ne. Demetro sem že omenila, je bila bolj polna luna, taka, ki res da mati v polnem pomenu besede. Lahko je tudi Hekata, kakšna taka bolj izkušena mati, ki pač ne posveča mogoče toliko več pozornosti otroku. Tako si nekako lahko predstavljate arhetip, a ne. Kako potem otrok oblikuje svojo podobo matere v sebi. Zato je še toliko bolj pomembno, kako bo mati to svojo vlogo opravljala. Danes vemo, obstaja cel kup priročnikov, kako biti dobra mati ali pa kako biti dober starš na splošno.
Nič ne rečem, je seveda zelo pomembno to vse vedeti, tiste osnovne stvari, ampak glede na to, kar smo prejle povedali, da najbolj pomemben je pa ta vtis, ta občutek, ki ga otrok dobi v materi. In sem prepričana tudi iz svojih osebnih izkušenj, to vam lahko povem, imam 2 hčeri, tako da zelo vem, kaj govorim, a ne. Treba je delati na sebi. Mati se mora ukvarjati s sabo, ker mislim, da je to najboljša pot do tega, da boš res dobra mama. Oziroma vsaj optimalna, ker vemo, tudi mama je samo človek, pa ima kdaj slab dan, a ne. Jaz priznam, marsikaj bi drugače naredila, vsaj če bi takrat toliko vedela o sebi, kot zdaj vem. Zato mislim, da mati največ lahko naredi za otroka s tem, ko dela veliko sama na sebi. Tako na primer, mi delamo tukaj na Inštitutu Epal z metodo Epal, pa predvsem tudi na uvodnih skupinah. Tukaj se redno srečujemo in potem treniramo to delo na sebi. Treniramo tako, ker drugače smo ljudje taki, sploh matere, ne, z vsem drugim se ukvarjamo, samo s sabo ne. Pa nimamo časa, pa vsem drugim dajemo prednost. Ampak mislim, da si dovolj dobra mati lahko samo, če neko pozornost posvetiš tudi sebi, ne? In svojim občutkom in kdo ti res si. Tako da tukaj recimo z metodo Epal to delamo tudi s pomočjo aktivne imaginacije, s pomočjo sanj mogoče, pa tale psihološka natalna karta nam veliko lahko pove že, tako vsaj osnovne informacije, v kateri smeri iskati. Na primer, če bo polna luna, mislim, če bomo rojeni v polni luni, pomeni, da bomo mogoče bližje arhetipu Demetre. Če je luna povezana s Plutonom, bi lahko bila mati zelo manipulativna. Mogoče, če je povezana z Uranom v natalni karti, bi lahko bila preveč svobodoljubna, da bi premalo, da otrok občutil mogoče majčkeno premalo ljubezni, ne. Da to nam je vse lahko v pomoč, ker mati je pa predvsem notranja mati. Tudi otrok ima svojo notranjo mater, a ne, se najprej seveda kaže v obliki dejanske matere, ampak to, kar se je on od svoje mame naučil, to potem zmeraj ostane z njim, ne. Njegova notranja mati. Mati, ta izkušnja prva je tudi povezana potem z našimi avtomatizmi. Mislim, da je zelo odvisno od tega, kako bomo v življenju funkcionirali, je odvisno od tega, kako nas je mama naučila oziroma kaj smo od nje videli, kaj smo od nje začutili, ne. Pri mame imamo včasih tudi to, ne, miselnost oziroma niti ne miselnost, spontano delovanje, da mislimo, da nas mora otrok poslušati, ampak otrok si zapomni to, kar vidi, da mama dela, ne to, kar mu govori, da bi moral delati. Jaz mislim, da je to kar velika težava mater, ne, ko hočeš otroku dobro, pa mu daješ taka in drugačna navodila, sama delaš pa čisto nekaj tretjega, ne. Mislim, da si otrok to veliko bolj zapomni, kakor pa to, kar mu je mama povedala. Ampak na tej točki, Manca, se pa jaz vprašam, če ima mama tako močan vpliv, ne, ki ga absolutno ima, ko smo govorili že od samega začetka, ste v stiku pa to, ne. Sam, kaj pa tule oče, tako samo, kaj bi pa ti rekel glede očetovstva, tako, kakšno funkcijo ima oče, da ni ta mama toliko posesivna, da ta otrok se ven izvleče tudi tako, ne. Lahko kaj o tem poveš? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani, najprej. Ja, zdaj seveda oče pride, bom rekel, v tem vzgojnem delu malo kasneje, ne.
do tega, da se ga pač otrok zaveda, ne. Njegova funkcija v teh prvih letih življenja oziroma v prvem letu življenja, prvih dveh letih mogoče, je ta, da materi omogoči, ne, da je neprestanoma v stiku z otrokom, ne. Se pravi, da je res to, kar mama takrat more biti, ne, vedno prisotna z otrokom, ne. Se pravi, očetova vloga je, lahko rečemo, posredna. No, tam nekje okrog 3. leta pa potem, bom rekel, nastopi tudi oče bolj aktivno, ne. Vstopi kot neki tretji člen, ne, se pravi, vstopi, bom rekel, in med mamo in otroka, ne. In seveda njegova funkcija je v bistvu, da mogoče naredi to prvo separacijo, ne. Se pravi, da prekine to simbiozo, ne, med otrokom in materjo, ne, in da, bom rekel, se usmeri navzven, ne. Funkcija očeta je ta, da poskrbi, ne, da pozneje otrok spozna družbo, javni svet, ne. To je, bom rekel, funkcija očeta, ne. In to je v bistvu, ja, bom rekel, dve zadevi, ki sta bistveni, ne, se pravi, narediti to separacijo, bom rekel, prvo separacijo od mame, da prekineš simbiozo in usmeriti otroka navzven v družbo. Zdaj, če pogledamo skozi arhetipski vidik, ne. Manca je že dosti povedala, kaj naj bi pač arhetip predstavljal, ne. V grški mitologiji, ne, prepoznamo, ne, ta očetovski vidik, ne, v 3 bogovih, ne. To so v Uranu, Kronosu in Zevsu, ne. Če pogledamo z vidika kozmologije, jih bomo prepoznali v Uranu, Saturnu in Jupitru, ne. In seveda otrok v odnosu s svojim očetom, svojim stvarnim očetom, ne, nekako potem tvori seveda neko to odnos z njim, ga na en način dojame, ne, ampak seveda v ozadju so potem arhetipi, ne. V ozadju je, se pravi, lahko rečemo, tvori neko kompleksno dinamiko, ne, se pravi, neke komplekse, lahko so pozitivni in negativni, ne, ki pa so seveda vezani na arhetip, na arhetipske očete, ne. Zdaj, recimo Uran, ne. To je v grški mitologiji bog, ki je bil nekje na nebu, ne. Nekje odsoten, bom rekel, od stvarnega sveta. Ne, veste, da je to edini bog v grški mitologiji, ki sploh ni bil upodobljen, ne. Se pravi, dejansko je ta odsotnost, ne, pri Uranu tudi, bom rekel, zaznana v tej kompleksni dinamiki, ne. Oče načeloma ima neko distanco, ne. Oče je v nekem smislu odsoten, ne. Ni čustveno prisoten, ne. Je v bistvu neki objektiven vidik tu v igri, ne. Je mogoče tudi otrok začuti očeta kot nekoga, ki razume, da pač ta otrok ni to, kar on želi, da bi bil, ne. Se pravi, mogoče to ni pravi spol, ne. To so v bistvu neke kompleksne dinamike, ki jih v bistvu začuti, ne, v odnosu s tem osebnim očetom, ne, in ki so vezane na tega arhetipskega očeta, se pravi, ki ga v grški mitologiji predstavlja Uran, ne. Zdaj, če pogledamo z vidika Kronosa, ne, se pravi Saturna, ne, to je v rimski mitologiji Saturn, ne,
Potem je tu v bistvu neke vrste dinamika omejevanja, ne. Se pravi, otrok tukaj tvori neko kompleksno dinamiko, ki jo razume kot to, da je omejen, ne, da ga oče omejuje, ne, da ga mogoče želi vzgajati po nekih lastnih načelih oziroma da mu ne dovoli, bom rekel, nekega avtentičnega izražanja, ne. To je v nekem smislu ta princip, ne, ki ga prepoznamo, recimo, če imamo v kozmološki karti, ne vem, Saturna povezanega s Soncem, če je mogoče Saturn močen tako, da je koten, a ne. In je dejansko, ne, ta princip, bom rekel, ko se otrok začuti kar malo uokvirjenega v tem močnem očetu, ne. Tudi pri Saturnu seveda, oziroma pri Saturnu je prisotna ta dinamika nečustvenosti, ne, se pravi, da ni v bistvu čustveno otrok prisoten, ne, da je mogoče tudi krut, ne, tudi pri Uranu seveda, ne, da se ga otrok boji, ne, tudi to je neka zadeva, ne, ki je pri močnem Saturnu prisotna. No, če gremo še na Jupitra, ne, tukaj pa je v bistvu bolj ta pozitivna kompleksna dinamika, ne. Saj kompleksi, ne, da se razumemo, ne, so tudi pozitivni, ne. Recimo, ne vem, včasih se reče, ne, kompleks je kompleks, ne, je vse nekaj negativno, ne, ampak načeloma kompleks je lahko tudi pozitiven, ne. Pozitiven v kakšnem vidiku, ne, če govorimo recimo o očetu, ne, in pač dojemanju očeta, ne. Se pravi, pri Jupitru gre bolj za to, ne, da je pri vzgoji, da je v nekem smislu permisivna vzgoja, ne. Da ni v bistvu postavljanje nekih mej, ne. Da oče ne postavlja nekih mej, ne. Kar je načeloma njegova naloga, ne, da pač postavi otroku v odraščanju neke meje, ne. Da ga mogoče dejansko ima bolj za prijatelja, ne. Se pravi, nima te pozitivne avtoritete, ki bi jo moral imeti, ne. In potem iz tega, bom rekel, odrašča otrok in postane nekdo, ki misli, da mu je vse dovoljeno, ne. To je recimo neka zadeva, ki je pri tej jupiterski dinamiki, ne. Jaz bi tukaj omenil še Marsa, ne, čeprav to ni, bom rekel, očetovski arhetip, ne velja za očetovski arhetip, ne, ampak vseeno, ne, je ta moška energija uveljavljanja, ne, tukaj. Se pravi, na en način se uveljaviti v javnem svetu, ne. To v bistvu pokaže na en način tudi oče, seveda, ne. Tukaj bi omenil pri očetu velja za neki paradoks, ne, tudi v vzgoji kot taki, ne. Na en način otrok želi, ne, oziroma pričakuje, da je oče doma, bom rekel, čustven, prisoten, ne. Če pa ga otrok vidi v javnem svetu, ne, pa pričakuje v bistvu, da je oče predvsem zmagovalec, ne. Da, bom rekel, ne glede na mogoče moralno-etične zadeve, ne, bolj je pomembno to, da ga občuti kot zmagovalca, kot tega, da se uveljavi v svetu, da se zna uveljaviti, se pravi, da ni šibek, ne. Tukaj je ta vidik Marsa, ne, ki pa dejansko zdaj, če pogledamo recimo Aresa, ne, ki je iz grške mitologije pač prispodoba za Marsa, ne, on se nekako instinktivno bori za svoj prav, ne.
Pač on je bog vojne, ki se bori zaradi boja samega, ne. Prav tu gre za neki instinkt, ne. Tu ne gre za nek razum, ne. Da bi razumsko zdaj on opredelil, zakaj se bori, ne. Tako tudi mogoče otrok dojema očeta v samem javnem svetu, ne. Važno je, da je zmagovalec, ne. Da je ta, ki se zna uveljaviti, ne, da ni šibek, ne. Če jaz zdaj oba razumem, so ti arhetipi kot neke smernice, tirnice, ki so zapisane v naših kozmogramih, natalnih kartah. In če mi delamo na sebi, da lahko nekako zapeljemo po teh tirnicah, recimo, kjer imamo luno, to nam nekako pove, kakšen odnos mi zavzemamo do lastne mame. In ona tudi, ne glede na to, kako se ona obnaša, mi njo tako doživljamo, ne, če prav razumem. In enako je recimo pri soncu, ki je za očeta nekako projekcijsko platno, ne, kako mi vidimo svojega očeta, pa je lahko čisto drugačen, ampak kako mi njega doživljamo. In to bi vaju potem vprašal, kako lahko mi, če poznamo metodo IPAL, pa delamo s temi arhetipi, kako lahko potem današnji starši in tudi otroci, ki smo vsi otroci svojih staršev, ne, če mi želimo preoblikovati odnos do staršev, moramo mi tudi preoblikovati naša prepričanja o njih, ne, kako mi smo v stiku s temi notranjimi arhetipi. Ker na neki način se mi zdi, da živimo v moderni družbi, kjer se je mogoče malo zameglila ta podoba, kdo je mama, kdo je oče, kaj so funkcije, ne. Tako da morda, Manca, bi te vprašal, kako ti vidiš to paradoksalno logiko današnjega časa in kaj lahko mi kot posamezniki naredimo s tem globinskim delom na sebi, ki ga metoda IPAL ponuja. Jaz mislim, da s tem, ko čim bolj poskušamo razumeti sami sebe, tem bolj bomo razumeli tudi svoje starše. Bolj, ko bom sebe razumela, bolj mi bo jasno, zakaj je moja mama delala tako, kot je pač delala. In ko otrok enkrat sebe malo bolj vidi, neha zameriti staršem, pravijo, ne. Ker ponavadi zmeraj kuhamo kakšne zamere ali pa kaj očitamo staršem. Če to enkrat razumeš pri sebi, zakaj je tako mati funkcionirala ali pa oče, potem nekako odpustiš svojim staršem, ne. In potem zaživiš lahko po svoje, se nehaš tako obešati na te ali zamere, a ne, pa te predstave, da če bi, ne vem, drugače naredili s tabo ali pa če bi ti nekaj drugega nudili, bi pa bil ti drugačen, a ne. Mislim, da je to najboljša varianta. Kako se pa recimo sama zdaj s temi arhetipi dela v uvodnih skupinah, recimo tako? Kako ta metoda IPAL poteka v resnici? Ja, v bistvu uporabljamo tudi kot orodje imaginacijo, ne. In se pravi z imaginacijo v končni fazi dobimo neki stik, ne, s svojim nezavednim. Kako, ne? Mi v bistvu imaginiramo in seveda dobimo neke podobe, ne, neke podobe, s katerimi potem delamo, ne. Te podobe lahko rečemo so arhetipske, ne, in so, bom rekel, stik z nekimi našimi res notranjimi globinami, ne. Z nekim našim notranjim zakladom, lahko rečemo, ne. In seveda na ta način, zdaj, če govorimo čisto o očetu, ne, kot takem, ne, ja, na ta način v bistvu lahko podoživimo, ne, se pravi tudi pač ta odnos, ne, s svojim očetom, ne, podoživimo, bom rekel, skozi te podobe, ki jih potem, bom rekel, poskušamo vnesti tudi v kozmogram, ne. In potem videti, ne, tudi v bistvu iz drugega vidika, ne, preko arhetipov, ne, ki sem jih navedel, ne, ki jih potem v bistvu tudi poskušamo, bom rekel, videti tudi iz vidika stvarnega očeta, ne, iz vidika odnosa do stvarnega očeta, ne. In lahko rečemo, ne, to neko delo na sebi, ne,
delo, s katerim poskušamo najprej, ne, videti pač, z vseh, strani arhetipskih tudi ta odnos s svojim očetom, ne, svojim notranjim očetom, ne, ki pa potem v končni fazi pripelje tudi do tega, da ko sami, ne, pridemo do vloge očeta, ne, da potem nekako tudi, lažje pridemo do, pač te vloge avtentičnega očeta, ne. Avtentičnega očeta, ki pa pač dejansko je vezano na to, ne, da, pridemo do te svoje globine, ne, do teh, svojih, notranjih zakladov, kakor sem rekel, ne, in potem lahko na tak način delujemo tudi kot avtentičen oče, ne. In jaz mislim, da na IPAL-u to pač, uvodna skupina je sam začetek, ne, s to metodo IPAL, ne, da to dobro počnemo, ne. Se pravi, na eni strani imamo te podobe, ne, ki jih poskušamo, bom rekel, obdelati tudi z vidika osebnih kozmogramov, ne, in potem jih, se pravi, videti tudi iz samega stvarnega sveta, ne. Ne. Ja, zato ker se mi res zdi pomembno to, da se zavedamo, kakršni starši mi želimo biti, je v resnici lahko nekako poskus, da spremenimo vzorec od naših staršev, ne. Ampak ne moremo spremeniti vzorca, če se ne zavedamo, kaj ta vzorec sploh je, ne. In bomo nehote te negativne stvari, ki so nam povzročale veliko gorja, tudi ponovili s svojimi otroki, čeprav to ni bil naš namen, ne. In zato je potreben ta dialog med nami samimi in globimi vsebinami naših arhetipov, in da se potem lahko mi vsaj poglobimo, sebe bolj spoznamo in potem komuniciramo s temi realnimi starši, ki so zunaj nas, ne, da mi premostimo te razlike, da vidimo, da so oni tudi ljudje, ki so želeli samo dobro nam, in da so oni lahko čisto drugačni, kot smo si jih mi predstavljali iz naše arhetipske zasnove, ne. Na neki način smo videli to, kar smo želeli, ker je to v nas, ampak to, da imata pa dva človeka, ki sta oba odrasla, neki vzajemen odnos, je pa res čar dela na sebi, da sta oba tega zmožna, ni nujno odvisno, ne, da vse na naša pleča pade, ker je tudi druga oseba odgovorna za svoja dejanja, da tudi se sama, kot recimo mama, bila preveč kritična ali pa oče preveč strog, da je odrival otroka stran, morata oba prevzeti to odgovornost, da sta onadva to res počela, ampak morata tudi imeti željo navezati stik. Če tega ni, moramo mi sami nekako prek dela na sebi zapolniti to vrzel, ne. Ampak s tem, ko se mi ukvarjamo sami s sabo, že nezavedno gradimo ta most, ker to, kar mi pri sebi spremenimo, nekako ven zavibrira in se tudi starši lahko uglasijo na to, damo priložnost, ne. Samo če se pa ne ukvarjamo sami s sabo, bomo pa ponovili iste napake in se bomo potem preko otrok, zdaj smo bolj v taki družbi, ke nazaj govorijo, pa prek družbenih omrežjih pa to, bomo dobili nazaj zrcalno sliko sebe, ne. Tako da na tej točki bi vaju še vprašal, Manca, kako lahko na konkretnih kozmogramskih primerih kakšne take, kako vedeti, kakšen odnos imamo mi z mamo, recimo, kje more biti luna ali pa kaj to pove recimo o nas samih, ne, če kakšne primere lahko še navedeš. Ja, zdaj, da bi glih samo z luno, to, ne, Ja. to je malo premalo, ker treba je gledati vse, a ne. Poleg tega se mi zdi, da je še ena pomembna stvar tukaj, ke smo govorili o starših, odnos med obema staršema. Mislim, da je to ena pomembnejših stvari za otroka. Pravijo, da oče največ lahko naredi za otroka, če ljubi in spoštuje njegovo mater, a ne. Tako da to, kako bo otrok funkcioniral, je zelo, zelo odvisno od tega dobrega odnosa med starši, a ne. To se tudi recimo v horoskopu kaže med odnosom med soncem in luno. Ne, kako sta sonce in luna, v kakšnih aspektih sta, ki bi lahko videli.
Prej sem že omenila razne aspekte lunarne, a ne, kdaj bo, ne vem, mati bolj manipulativna, kdaj bo se mogoče premalo ukvarjala z otrokom, ga bo zanemarjala, ker ji bojo pomembnejše druge stvari. Tukaj, kako sonce in luna med sabo funkcionirata, mi zdi, da je to bolj pomembno, ne, kot samo to dejstvo, kakšen je eden od staršev. Tudi to, kar si prej omenil, da zdaj v sodobnem svetu je vse drugače, ne. Zdaj so tudi moški na porodniški, pol imamo razne istospolne starše, ne. Ampak to je čisto vseeno, a sta oči pa očkica pa mamica pa mamek ali pa sta oče pa mama, otrok rabi isto in takoj v tistih prvih letih rabi neki občutek varnosti, pa to telesno skrb, da je telesno dobro poskrbljen. Potem pa, ko malo zraste, začne pa bolj rabiti ta očetovski pristop, a ne, da razvija lastno misel in da razvija lastno osebnost. Ja, saj ravno to, ta notranja trdnost, ki pride iz tega odnosa, ker seveda na papirju se lahko starša popolnoma razumeta, ne, imata lep odnos, ampak otrok s temi arhetipskimi tirnicami, ki so v njemu, bo to drugače zaznaval. In je pomembno, da najprej on sam pri sebi predela, kaj on želi, da ni vsa krivda na starših, ne, se pravi, ja, vsi starši delajo napake, ki tudi obžalujejo, ampak s tem se tudi ne rabijo krivdirati, obremenjevati preveč, ker so ene napake, ki si jih lahko priznajo, ni pa vse na njih tudi, ne. Tudi otrok smo vsi različni in otrok bo drugače starša dojemal. Tudi če bo popoln starš, ne bo popoln, zato ker je tako evolucija psihologije naprej, ne. Tako da samo, kaj bi še ti morda dodal tukaj v modernem svetu, kaj je ta nov vidik očetovstva, kako si lahko z arhetipi pomaga, da bolj razume sebe in svoje otroke. Kot je že Manca načela, da očetje bolj vpletajo, bolj pomagajo pri družini sedaj, ne, niso več tako odsotni, ampak koliko te očetje tudi sami sebe razumejo, ne. To je zdaj vprašanje. Kakšen nasvet za kolektiv očetov bi morda dal? No, najprej, da bi še, Manca je rekla pač, da more oče spoštovati mamo, ne. Enako mislim, da velja tudi v obratni smeri, ne. Se pravi, predvsem takrat, ko se dela, bom rekel, neko separacijo ali pa pri Oidipovem kompleksu, ne, da ne bomo šli predaleč sicer, je izjemno pomembno, da tudi mama spoštuje očeta, ne, da on lahko takrat opravi svojo funkcijo, ne. Tu mislim, da je mogoče problematika feminizma, ne, tudi dosti diskutabilna, ne. Se pravi, koliko je tukaj tega spoštovanja, ne, in očetovske avtoritete, ne. To zdaj zaidemo že v tega tradicionalnega očeta, ne, ki je bil v patriarhatu, se pravi, preveč močen, ne, preveč, bom rekel, kar nekje na nivoju boga, ne. Danes ni več tako, ne. Danes je mogoče vprašaj tudi to, ne, koliko v bistvu žena, partnerica spoštuje svojega moškega. Seveda ga mora spoštovati, da lahko on opravi svojo funkcijo, ne. Če čisto konkreten primer pogledamo, recimo zelo kar nekaj žensk poznam, ki je recimo dobila dojenčka in je izselila moža iz spalnice, ne, pa je otrok zasedel njegovo mesto. To absolutno ne, je škoda za otroka, pa tudi za odnos, a ne. Seveda. In ja, hotel sem to še omeniti, ne, da v tem današnjem svetu, ne, ker se te vloge izenačujejo, ne, mame pa očeta, ne, je mogoče to še večji problem, ne. Se pravi, oče nekako vseeno pri vzgoji deluje bistveno bolj čustveno, ne, kot včasih tradicionalni oče. Dosti, bom rekel, je današnjim očetom do tega, da se približajo, ne, otroku tudi čustveno, da sodelujejo, da so prisotni, ne. To mogoče v preteklosti ni bilo toliko, ne. Na drugi strani seveda pa tudi mame, ne,
so dosti bolj usmerjene v zunanji svet, ne. Niso več pač samo doma za štedilnikom, kot je bilo to mogoče v času tradicionalnih očetov, ne, se pravi pred vojno in tako naprej, ne. In seveda so te vloge dosti bolj izenačene, ne, in je tukaj pomembno, ne, da ne izgubimo teh arhetipskih tirnic, ne. Se pravi, da vseeno je to neka naša notranjost, ne, neki naš zaklad, kot sem rekel, ne, in da moramo, bom rekel, iz tega delovati, se pravi, kaj je dobrega v tem tradicionalnem očetu, ne. In v bistvu to upoštevati, ne. Danes, ne, se pravi, v tem kompleksnem svetu, ne. Se pravi, dobiti te dobre lastnosti tradicionalnega očeta, ne, tukaj predvsem mislim na bom rekel to, da je oče, no, zdaj sem pa izgubil besedo, ja, ima neko kompetenco do otroka, ne, da je močen, da je trden, ne, avtoriteto, da ima, to sem mislil prej reči, ja. Se pravi, neko zdravo avtoriteto, ne. In seveda, da zna postavljati meje, v bistvu zna, bom rekel, delovati na tak način, da je otroku jasno, ne, kaj sme in kaj ne sme, ne. In v bistvu, ne vem, ne, v današnjem javnem svetu, ne, moški, ki delujejo, ne, mogoče v politiki ali karkoli, ne, se vprašamo, ne, kakšne očete so imeli, ne. Ker na koncu koncev, ne, se vprašaš, ne, oče je tisti, ki, bom rekel, omogoči, ne, da, bom rekel, z nekim principom superega da svojim sinovom, pa tudi hčeram, neko razsodnost, ne. Danes se vprašamo, koliko te razsodnosti sploh je, ne. In tukaj jaz mislim, da je ta funkcija očeta, ki jo ne smemo pozabiti, ne, da jo je dejansko prinesel tradicionalni oče, ne. In se pravi, kako te kvalitete tradicionalnega očeta prinesti v današnji svet, ne. Kot sem rekel, ne, da so moški v končni fazi potem tudi razsodni, da delujejo na tak način, ne, in da pa seveda sami nekako postanejo tudi avtentični očetje, ne, kot pač očetje, ne. In tukaj, da se vrnemo na metodo IPAL, ne, seveda, ja, metoda IPAL dejansko omogoča, ne, delo na sebi, ne, in omogoča to, ne, da dejansko predelamo vse te zadeve, ne, in z vidika odnosa do svojih očetov, ne, in z vidika do tega, kako mi, bom rekel, delujemo kot odrasli moški ali pa ženske, ne. In se spustimo v te zaklad, ne. Ja, se pravi, delo na sebi je tisto, ne, ki nas pripelje do nekih avtentičnih energij. Hvala, Samo. Hvala, Manca. Sedaj dam pa še besedo vam. Imate 20 minut vsi možnost za vsa vprašanja in odgovore. Tudi vi preko Zooma lahko natipkate, pa bo kolegica Alenka prebrala vaše sporočila. En mikrofon bomo dali naokoli, tako da boste slišani, tako da kar z besedo na dan, z vprašanji, z ugovori, z vsem, kar želite. Če ne bomo dali naokoli, pa kdo se bo oglasil, se bo oglasil. Najprej, ne?
Ja, jaz ne vem, sem bila že na večih teh dogodkih in meni je pač, ta tema mi je zelo zanimiva, ker sem se veliko ukvarjala s svojim odnosom z domami. Z očetom še ne toliko. Ampak ja, nimam nobenega vprašanja, prišla sem, ker me ta tema zanima, pa super, da ste povedali te stvari. Lahko povesta kaj več o arhetipski podobi očeta in mame pri teh sodobnih LGBT skupnostih oziroma teh, ki se pač imajo za pripadnike te skupine? Hvala. Ne vem, kaj bi rekel, ne. Zdaj pravijo, da tudi biološko, ne, da ti, ki so, bom rekel, spolno nagnjeni drugače, ne, da tudi biološko možgani so pač na drugačen način delujejo, ne. Zdaj, ne vem, ne, če bi pa odgovoril iz mogoče kompleksne dinamike, ne. Zakaj pride do tega, recimo, da ne vem, da prideš do tega, da si spolno drugače usmerjen, ne. Ja, bi pa rekel, da je, ne vem, da je mogoče tudi pride do tega, da recimo hčerka, ne, odnos, ki ga ima z očetom, ne, da je mogoče oče dejansko krut, ne, da potem hčerka ne zaupa moškim, ne, da enostavno pride do nekih teh psihičnih motenj, ne, in da se pač obrne k ženski, ne. Enako velja, bom rekel, za fanta, ne. Mogoče dejansko, ne, neko razočaranje, neka zadeva v povezavi z materjo, ne, in da se pač obrne k moškemu, ne. Zdaj ne vem, recimo, mogoče lahko tudi rečemo, ja, nekdo, ki ima mogoče poudarek v raku, ne, moški, ne, poudarek na raku, ne. Ja, mogoče lahko rečemo, ne, da mu je, da mu ta, ne vem, da mu ta moška energija spolna, ne odgovarja, ne. Ne vem. Pa da se potem, bom rekel, obrne bolj v smislu tega, da deluje kot ženska, ne. Tako da mogoče sem nakazal, no, par zadev, ne. Je pa težko reči, ne. Zdaj, kaj mogoče se dogaja v psihi posameznika, da se pač obrne, ne. Mogoče bi jaz dodal, Andrej, da se mi zdi, da moramo ločiti to, tudi če sta istospolna. To ne pomeni, da je en ženska pa en moški, ampak energije ima take, ki imata, ampak eden bo vedno, bi temu rekli, bolj nežen in pa bolj avtoritativen, ne glede na spol, ne. In to imamo tudi vsi razpršeno, ne. Eni so lahko tudi heteroseksualni, ampak so kakšni moški, ki so pač bolj nežni pa čustveni, ženske pa, ki so malo bolj agresivne pa podjetne pa to. To pač ni izključujoče, ne, spolnostjo, ampak eni se pač tako poklopijo, ne. Ampak, tako kot je prej Blanka govorila, tudi oba posameznika lahko, ne glede na spol, lahko vzgajata otroka, ne. Problem je pri enostarševskih družinah, ker je to kombinacija vse v enem in je tudi malo ločitev pol potrebna na drugačen način, ampak nič ni narobe s temi družinami, samo bolj kompleksna dinamika, ker mora ena oseba obe funkciji opravljati, ne. To sem hotel dodati. Če ti to odgovori na vprašanje. Hvala. Ne vem, jaz nimam nekih vprašanj. Meni zanimiv primer, ampak bi rajši pa. Mogoče bi pa svojo izkušnjo tule predala. Jaz šla dosti pozno, sem začela s tem delom na sebi. Ampak sem šla tule na IPAL-u do certifikata in še naprej delam na sebi.
Jaz od doma nisem bila navajena, nekih takih res pristnih stikov z družinskimi člani, in jih tudi doma zdaj nismo imela, Potem, ko sem začela zdaj delati na sebi, se pa dogajajo res zanimive stvari. Recimo moj mlajši sin je zdaj tudi začel z delom na sebi, ampak 30 kar mi je tako izredno veselje. In zadnjič pa šel, da ima za domačo nalogo opisati odnos z mamo. In po prvič v življenju sva se zares pogovarjala. Zares o najinih čustvih, o najinih občutkih, o tem, kaj ga je motilo pri meni, brez obsojanja. In tudi jaz sem mu lahko odkrito govorila o svojem odnosu z mamo. In oba sva končala ta pogovor v solzah, ampak res z eno tako povezanostjo in lahko rečemo, da se splača delati na sebi, lažje razumeš svoje starše, njihove vse, kaj so oni vse mislili, kaj so oni doživeli, njihove prednike, in potem tudi en del na svoje otroke preneseš, kar mi zdi največ. Hvala. Jaz ne vem, kaj to imam izkušnje z otroci, ampak to je dobro, ker manjce, ki sem menila, ta luna mi je zelo pomembna, ker si rekla, kar je polna ali prazna, in ker si ti nezavedno mogoče si postaneš taka mama, ampak zanima, kako je pa, kako reči, ta luna padajo čas, to isto izgube energije, pa ne veš, odnos, kako se do otroka. Prosti, nisem razumela, kako luna. Ker si govorila o tistej luni, Ja, ki raste, Ja, in ja. da je lahko so te energije ali pa čustva mame drugačna, vse Ja, odvisno ja. v kakšnem znamenju, recimo, kakšen pa odnos, ki je luna padajoče, so bolj isto negativne ali pa se Ne, saj ne moramo govoriti tako, Negativno. da to je zdaj negativno ali pa da pada. občutek, Ti gre za to, kako recimo otrok mamo dojema, v prvi vrsti, glede občutka. Jaz sem rekla, da bolj, ko gre luna proti mlaju, ko je Ja. prazna, mogoče, da je lahko taka mama malo bolj ali stroga ali bolj odmaknjena, lahko tudi že bolj modra, Zdaj, kakšen bo občutek, potem pa tukaj ne bi tako govorila direktno, da je slab ali pa dober, Nisem tako mislim, mogoče nisem navrnila, ampak tole ta energetsko, ta zanimivost, kar vse imam izkušnje z otroci, to, ki imam. In ja, a ni res, Ja, Tako da različne lune imajo različne doživljavam, različno oni mene doživljajo. Ker jaz isto že 10 let delam na sebi, ampak to je spoznanje energetsko, kar spoznaš to luno, dobro je vkati, zavedati se, da imaš, kot sem rekel, to bi isto rekel, pripomoček, kako se obnašati. To je od majhnega otroka, majhen otrok ne ve, ali luna raste ali ne raste. ja, tako, ja. Ko pada. Tako da od staršev pa, mislim, mamica, če pa se zaveda, kakšno postavitev ima te lune, da se zna nekako do otroka majhnega, kaj se vem, malo drugače postaviti. Tako, ja, v kakšnem odnosu. Končala sem moj. Jaz bi čestital, ker mi je bilo zelo všeč. Sploh, mislim, vodenje in nastope in vse tako. Zelo lepo videti. In bilo mi je tudi zelo všeč to, kar ste izpostavili, ta vmesen prostor namreč. Ker zame je to, kar je zapisano, v kozmogramu, za mene so to neke tirnice, kar so pač zapis enega razvoja na arhetipski ravni, tako kot ste rekli, in to je nek osebni duh v individuumu, ki se hoče razviti, ne glede na starš. In v enem delu smo
otroci svojih staršev, ne, v enem delu pa nismo. In v enem delu smo od Boga, življenja, ne vem, kozmosa, kar šteje, ne, in se pridemo nekaj naučiti in seveda starši so prvi in najbolj realni učitelji. In še sploh potem, ko delamo na sebe, ne vidimo, koliko so bili dobri učitelji, a ne, koliko so včasih tudi zelo dobri psihoanalitiki, čeprav takrat ne razumemo, s čim nas zmerjajo, ne, ko smo majhni pa neubogljivi. Ta vmesen prostor se mi zdi tako pomemben. Ko delamo na sebi, ne, pa opazujemo aktivno imaginacijo, sanjo, ne, tako ste tudi sami rekli, in potem, ko se to polaga v kozmogram, ne, ko vidimo to sliko teh svojih nehotenih podzavestnih pričakovanj, kakšen bi moral biti moj oče, ne, kakšna bi morala biti moja mamica, pa ni bila zmer, pa moj oče ni bil tako, kot sem jaz mislil, da bi moral biti, a ne, potem fantje iščemo seveda učitelje, a ne, trenerje in tako naprej, iščemo seveda mame kar naprej, a ne, hote ali ne hote v ženskah okrog sebe, a ne, in v vseh odnosih konec koncev. In to se mi zdi res fajn, a ne, enkrat razumeti, da tudi, ko začne odpadati ta skorja, a ne, ki si jo naredimo, tista očala, zaradi katerih ne vidimo svojih staršev, ne, njihove ranjenosti, njihove nesposobnosti, a ne, njihove bede, ki je tudi duhovne bede, ki pride zaradi nemoči, ki jo poznamo tudi sami, a ne, nemoči, počasno ne vemo, kako in kaj bi naprej. Ravno tako tudi starši, a ne, niso vedeli, in so pač to svoje nekako naredili, kakor so naredili, a ne, tako tudi sami delamo, mogoče smo korak pred njimi. Moj oče je na primer, ne vem, odkot je to dobil, ampak je rekel, ja, in spet verjamem, da vsaka naslednja generacija je eno stopničko višja. In kasneje sem gotovo, da je bila to neka vzpodbuda, da mi je hotel povedati, Matjaž, jaz tebe ne razumem, ampak verjamem, zaupam, upam, da si pa nekje tudi šel malo naprej od mene, a ne, ker nisi samo od mene, a ne, potem, ko me je že malo spustil pred smrtjo. Skratka, a ne, ta ločitev, bom rekel, od staršev je tudi seveda zelo pomembna. Fajn je, se mi zdi, da sem tukaj in bom dal zdaj besedo, zdaj pa ne vem, kam čem dati levo ali levo. No, če je kaj časa še, me samo na hitro zanima, še kaj o arhetipih sester in bratov, s katerimi planeti, na katere planete so vezani, na katere elemente vas privlači. Sorojence najdeš v tretji hiši, a ne. Predvsem vlada ji Merkur, tako da mogoče v prvi vrsti s tem, a ne. Seveda, kaj je noter v tretji hiši, kakšnih aspektih je Merkur z ostalimi. Tukaj bi našli brate in sestre. Drugače pa bi samo dodala tole, kar je Irena podelila svojo zgodbo z nami, ne. Kako je to pomembno, ko tudi otrok začne pol raziskovati samega sebe pa delati na sebi, pol vidi, a ne, koliko stvari o sebi ne ve. In potem se začne zavedati, da v bistvu starši so bili, kakršni so bili, ne zato, ker ne bi hoteli skrbeti v redu za njega ali pa, ker bi bili žleht ali pa nekaj, ampak enostavno niso znali drugače, ne. In takrat, ko se potem človek tega zave, lahko se zelo spremeni odnos s starši, no. Lahko zelo napreduje, a ne. Imamo še čas? Okej, mene pa zanima, kje v osebni karti lahko potem mi pogledamo za ključ, ki je verjetno individualen, ki nam pomaga, kako se rešiti teh vzorcev staršev. To je pa kar dobro vprašanje, ker je tako, ker je Manca in Samo večkrat sta poudarila, celotno karto je treba gledati. Zdaj,
neke osnove so, da Luna je povezana z mamo, ne, se pravi, v katerem znamenju je, katere hiše ima, katere aspekte. Sonce je enako za očeta. Potem je pa zelo personalizirano, ne, kakšne izzivi so s to Luno, recimo, ne vem, če je kakšen Saturn, kvadrat opozicija, lahko zelo stroga mama, omejujoča, in to tudi potem mi v sebi nosimo, ne. In je treba prek dela na sebi to pregledati. Ne bo nam karta povedala, to pa to je rešitev, lahko vidimo priložnosti. Ne vem, če je kakšen dober aspekt z Jupitra, pomeni, da nam je tudi mama neko znanje dala, pa neko vedrino, optimizem. Ampak ni pa karta tako rešilna bilka v tem smislu, da je to nek ključ, je bolj zemljevid, s katerim se lahko pomagamo, če po sebi kopljemo. Ne bomo pa našli tam napisano, to pa to moramo narediti, da se bomo tega rešili. Bolj bomo mi ozavestili te šibke točke in močne točke teh aspektov, povezane z enim staršem, bolj bomo to integrirali, večja šansa je, da bomo šli lahko naprej. Imeli boljši odnos s sabo in s tem staršem. Ampak če lahko dodamo, ne, to, kar je samo rekel, ne, avtentičnost, ne, je nekaj, kar tam pa nismo od staršev, samo od staršev. Ne, torej, dejansko so deli, a ne, naših lastnih arhetipov, ki predstavljajo našega osebnega duha. In ta mora spoznati svoje starše, ampak deloma je pa tudi nismo samo starše. Ne. Tudi karta ni samo zapis, kakšni so bili starši. Daleč od tega. To je zapis naše lastne individualnosti, ki se skuša naučiti nekaj od staršev, ne, in iti naprej. Jaz tudi mislim, da ključ, kot si rekla, ključ iščemo. Ne. Ključ ni vsak dan. Prav, načeloma vsak posameznik, s katerim pridemo v stik, ne, moramo tudi v bistvu nekako dešifrirati, ne, kaj v bistvu on sploh živi, ne, iz svoje karte, ne. Kaj pa ima v bistvu v senci, ne. To, kar je v senci, ne, to ne moramo mi gledati samo karto na papirju, ne. Moramo enostavno biti s tem posameznikom in ugotavljati, ne. Jaz mislim, da ta ključ, ne, če že obstaja, ne, ga iščemo, ne, skozi delo na sebi, ne. Da bi lahko samo čisto najbolj kratko, splošno, slediti je treba svojemu soncu, ne, bi rekla, sonce. In zdaj pri tem, na tej poti k soncu nam pomagajo izkušnje, ki smo jih na ta svet prinesli z Luno, pa naš pogled na svet, recimo, ki je pa obarvan z energijo ascendenta, ne. Če delamo na sebi, slej ko prej vse te 3 faktorje dobro spoznamo in pol vidimo, kako bomo najboljše prišli do sonca, torej do samih sebe, oziroma se približali soncu, ker čisto do ne moremo priti, a ne. To bi bil najbolj tak kratek odgovor na to. In takrat, ko se bomo približali soncu oziroma sami sebe, bomo tudi pol nekako prerastli te starševske vzorce. Malo smo zdaj kratki s časom, jaz bi samo še ta komentar dal na Ano. Ker je tako, vsi v družini imamo iste starše, tudi če imamo sorojence, ampak imamo čisto vsi drugačne karte, zato ker mi drugače vidimo svoje starše, ne. Vsak se rodimo v malo drugačno stanje družine, ki so že bili sorojenci ali pa še niso, in so ti arhetipi drugačni. Tako da to je to ključno pri delu na sebi, da se res sami s sabo ukvarjamo in da iščemo to avtentičnost. Zdaj, ko smo že pri tej avtentičnosti, bi pa samo še dal par podatkov za naslednji marčevski javni dogodek, kjer bomo pa bolj raziskovali odnos med mamo in hčerko in kako sta onadve prek metode Epal bolj izpilile ta odnos in ga poglobile. Tako da hvala za pozornost, hvala, da ste prišli in za vsa vprašanja in znanje, ki ste ga delili z nami, in izkušnje in ste popestrili in obogatili ta večer. Tako da hvala vsem.